Namreč v svojem prispevku se bom kritično dotaknila ene teze, ki je zelo pogosta v tako imenovani mainstream politološki, pa tudi v zgodovinski znanosti. Gre namreč za ugotovitev, da sta slovenska demokratizacija in osamosvojitev enostavno rezultat sodelovanja stare in nove politične elite. Obenem bi pa seveda želela v tem svojem prispevku izpostaviti vlogo dr. Jožeta Pučnika kot ključnega akterja resničnega dogajanja. V uvodu razjasnim nekatere pojme, in sicer demokratična modernizacija. To je proces, ki po znanem politologu Samuelu Huntingtonu, ki je napisal tisto znano knjigo The Clash of Civilization ali Trg civilizacij, gre skozi 3 faze, in sicer liberalizacijo, tranzicijo in naposled konsolidirana demokracija. V slovenskem primeru faza liberalizacije zajema nastajanje in razvoj civilne družbe, novih družbenih gibanj, stanovskih organizacij, zametkov novih neodvisnih političnih zvez oziroma nastajanje neodvisne politične družbe. Potem ustavne spremembe, sprejetje osnovne volilne zakonodaje, to se je zgodilo jeseni leta 1989. Vse to še v okviru starega režima pod nadzorom stare partijske nomenklature. Po obdobju liberalizacije se začne začetna faza tranzicije, ki obsega institucionalno izgradnjo demokratičnih temeljev. To je oblikovanje demokratično izvoljene zakonodajne in izvršne oblasti, sprejemanje ustavno-pravnih temeljev nove države in tako naprej. To obdobje je nadzirala nova oblast oziroma demos. Naj uvodoma navedem še nekatere pojme, ki sodijo v tipologijo demokratičnih prehodov, in sicer transformacija, kjer spremembo oziroma reformo, spremembo političnega sistema vodi dotedanja obstoječa elita, potem zamenjava ali v angleščini replacement ali ruptura, ki jo vodi nova elita, in pa zmes, torej demokratični prehod, kjer sodelujeta oziroma rezultira v učinkovanju obeh elit. No in sedaj k jedru problema. Tisti, ki izhajajo iz stare politike in znanosti, so bolj naklonjeni razlagi, da je bila pri nas prva oblika prehoda. Nekateri bi seveda želeli videti le demos kot tistega, ki je bil zaslužen za vse novosti, tretji pa prelahkotno sprejemajo tezo, da sta oba procesa rezultat sodelovanja obeh elit. Menim, da so to vrstne razlage slovenskega demokratičnega prehoda pomanjkljive. Če to vrsten manjko v znanstvenem obravnavanju demokratičnega prehoda na slovenskem tujim raziskovalcem zaradi znanja oziroma neznanja slovenskega jezika do neke mere lahko še oprostimo, pa gre v primeru slovenskih proučevalcev za nekaj drugega. Zdi se mi, da jim botruje preslabo poznavanje razpoložljivih virov iz tistega obdobja, pa tudi njihova nezadostna uporaba oziroma neuporaba. V nekaterih primerih bi lahko govorili celo o potvarjanju resnice. Sama menim, da slovenskega primera ni mogoče enostavno vključiti v obstoječe modele. Zakaj? In predlagam, da pri iskanju odgovora na to vprašanje pogledamo dejansko vlogo političnih akterjev tistega časa na temelju do sedaj dostopnih zgodovinskih virov, in sicer na primeru tako imenovanega domnevnega sodelovanja stare politične elite in nove nastajajoče politične družbe pri pripravi prvih demokratičnih volitev leta 1990. Slovenski tranzicijski primer je do neke mere podoben v drugih državah za tako imenovano železno zaveso, ampak ima tudi nekaj posebnosti. Prva je zagotovo ta, da je novo nastajajoča politična elita konec 80-ih let pri nas imela neprimerno večjo podporo nastajajoče demokratične javnosti kot nove politične elite v večini drugih držav. Slovenska civilna družba je bila takrat dejavna, živa, pestra, razgibana.
ni se na primer omejila le na sindikalistično gibanje. Se pravi, bila je permanentno živa, dejavna in ne le ob redkih priložnostih. Poleg tega se je zdelo takrat, da je demokratična kultura v Sloveniji na dokaj visokem nivoju. Pomemben del nove politične javnosti je išel iz kulturniških vrst, ki so uživale velik ugled. Ni čudno, da se je prav v tem krogu oblikoval nov predlog ustave, ki je obveljal kot Demosov. Sočasno se je s tem razmahnilo delovanje tudi ostalih delov civilne družbe. Zaradi represije oblasti v primeru tako imenovane četverice, naj spomnim, danes je bilo to sicer že rečeno, da bo 31. maja minilo 25 let od aretacije Janeza Janše. Torej, na temelju te represije se je oblikoval Odbor za varstvo človekovih pravic, ki je prerasel v množično gibanje, ki je izražalo vse višjo demokratično kulturo in kritični odnos do centralističnih teženj jugoslovanskih oblasti, še posebej do ravnanj armade. Vsi ti procesi liberalizacije so ustvarjali politično okolje, v katerem je začela nastajati politična opozicija. Pomembno vlogo pri modernizaciji slovenskega političnega prostora ima Majniška deklaracija, ki je povzela zahteve nastajajoče opozicije o samostojni državi slovenskega naroda, samostojnem odločanju o meddržavnih povezavah, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, uveljavitvi demokracije in političnega pluralizma ter družbene ureditve, ki bo zagotavljala duhovno in gmotno blaginjo. Dr. Jože Pučnik je ocenjeval Majniško deklaracijo kot mejnik na slovenski poti iz enoumja v demokracijo. Odmevi na Majniško deklaracijo so bili siloviti. Oblasti so vznemirili zlasti protikomunistični toni in ocene nekaterih novih politikov, da slovensko vodstvo ni legitimno in ne obvladuje razmer. Kot je znano, je oblast nasproti Majniški deklaraciji pripravilo svojo, tako imenovano temeljno listino, ki je še vedno pristajala na jugoslovanski državni okvir in na samoupravni socializem. Tako sta konec 80-ih let, tik pred nastankom Demosa, sta se izoblikovali dve platformi, dva nekompatibilna narodno-politična programa, ki sta simbolizirala politično polarizacijo. Nove alternativne zveze so se začele povezovati na podlagi Majniške deklaracije, skupina tako imenovanih družbeno-političnih organizacij, Zvezo komunistov na čelu pa na podlagi temeljne listine. Leto 1989, v katerem sta nastali Majniška deklaracija in temeljna listina, je bilo tudi sicer prepolno pretresov. In sicer so se politične, gospodarske in socialne razmere v Jugoslovanski federaciji hitro slabšale. Vse ostrejša kriza jugoslovanskega gospodarstva se je odražala v padcu proizvodnje, nizki učinkovitosti, usihajočem izvozu in razpadu finančnega sistema. Reformni program predsednika Zveznega izvršnega sveta Anteja Markoviča, ki je temeljil na centralizaciji oblasti, je vzbujal veliko pomislekov. Jugoslovanska partijska nomenklatura pa je še vedno odločno poudarjala in zelo brezkompromisno, da oblasti ne bo delila za nikomer. Ustanovitev socialdemokratske stranke, ki je bila danes tudi že omenjena 16. februarja 1989 s Francetom Tomšičem na čelu in dr. Pučnikom kot neke vrste idejnim vodjem, je sprožila večinoma zelo ogorčene, zelo negativne odmeve v celotnem jugoslovanskem prostoru. Začetek leta se je začel zelo neobetavno z uvedbo izrednega stanja na Kosovu. V Sloveniji se je začelo množično podpisovanje peticije proti uvedbi izrednega stanja. Izbranih je bilo čez 450 000 podpisov in v Cankarjevem domu je bila 27. februarja organizirana velika prireditev, ki se je udeležilo več kot 2000 ljudi. No in slovensko-srbski odnosi so se po tej prireditvi v Cankarjevem domu izredno zaostrili.
Slovenci smo bili deležni ne samo gospodarske vojne in medijskega pljuvanja v stilu Slovenci ste navadni dunajski konjušniki, ampak se je sramotenje in poniževanje udeležencev zbora v Cankarjevem domu širilo in stopnjevalo po vsej državi. Slovenska javnost se je takrat zaskrbljeno spraševala, kakšna prihodnost se nam obeta v pregreti in z emocijami prenapolnjeni skupni državi. In to splošno skrb, tesnobo, stopnjevanje krize so pa še povečevala poročila o povečani stopni bojne pripravljenosti jugoslovanske ljudske armade. Ob zaostrovanju razmer v državi so slovenske oblasti poskušale usmerjati nezadržen proces pluralizacije političnega prostora. In v začetku marca 1989 je eden pomembnejših veljakov, predsednik Socialistične zveze delovnega ljudstva, Jože Smole, sklical sestanek organizatorjev zbora v Cankarjevem domu. V zraku je visela realna možnost nasilnega posega v slovensko pomlad. Na prvem sestanku sta Dimitrij Rupel kot predstavnik SDZ in Igor Bavčar kot predstavnik odbora za varstvo človekovih pravic poudarila nujnost oblikovanja skupnega slovenskega političnega programa. Potem so se v prvi polovici marca 1989 pod taktirko SZDL ti sestanki predstavnikov organizatorjev zbora v Cankarjevem domu nadaljevali. Razprava na 6 sestankih se je vrtela večinoma okrog proceduralnih vprašanj in mnogo razprav je povzročila tudi ideja o neke vrste referendumu, na katerem bi preverjali, ali ima slovensko politično vodstvo še podporo. Očiten pa je bil velik strah pred nezaželjenim izidom in izgubo oblasti, česar si aktualna politična elita seveda ni mogla privoščiti, kar se da razbrati tudi iz besed Jožeta Smoleta, ki je sredi marca 1989 na seji Sveta Republike izjavil, citiram, sicer smo za pluralizem, toda v nestrankarskem sistemu in prenovljeni SZDL. Konec citata. No, dr. Jožetu Pučniku je bila stvar jasna. V enem intervjuju spomladi leta 1989 je izjavil tole. Prepričan sem, da brez političnega organiziranja v Sloveniji ne bo prišlo do strukturnih sprememb. Partija nikdar ne bo prostovoljno odstopila svojih pozicij, čeprav govori o sestopu z oblasti in takšne neumnosti. V to jo je treba prisiliti z demokratičnim pritiskom javnosti, s pomočjo političnega organiziranja in volitev. Konec citata. No, po odboru za varstvo človekovih pravic, Majniški deklaraciji in tako imenovani pisateljski ustavi je ena nova oblika političnega organiziranja, ki so jo v reviji Mladina malo posmehljivo krstili za ALKO, alternativna koordinacija, ki je nastala jeseni 1989, predstavljala pomembno usklajevalno telo novih neodvisnih političnih organizacij, dejansko predhodnico Demosa. Alternativna koordinacija je delovala pod okriljem še vedno vse šibkejše in vse manj legitimne SZDL. Tako imenovana uradna politika je skušala trajneje vzpostaviti tako obliko okrogle mize po poljskem in madžarskem vzoru, vendar je ta alternativna koordinacija trajala le nekaj več kot mesec dni. Najverjetneje je šlo za sistemski poskus vladajoče garniture, da bi usmerjala in nadzirala nastajajočo opozicijo. In zato je geneza razvoja opozicije v tej fazi zelo zanimiva. Naj navedem še en odgovor na novinarsko vprašanje, ki ga je podal dr. Jože Pučnik v poletnih mesecih leta 1989. On je takrat že odkrito uporabljal pojem opozicija in zavračal igro po njegovem navidezne demokratičnosti, ki jo je po njegovem mnenju igrala oblast. Zavzel se je za tesnejše sodelovanje opozicije, ki naj bi koordinirala svoje delovanje na tistih področjih, kjer so njena stališča identična ali zelo podobna.
Pučnik je izpostavil dve področji, tako kot že v svojem prispevku v 57. številki Nove revije. In sicer vzpostavitev demokratičnega političnega sistema in pa vzpostavitev slovenske suverenosti. Torej, to sta dve temeljni točki. Nacionalizem je sicer označil, to je zanimivo, za organizacijski princip pri urejanju problemov v industrijski družbi. Se pravi kot nekaj normalnega. V začetku septembra, 8. septembra 1989, je nastajajoča opozicija v dokumentu z naslovom Kakšne volitve hočemo, po napornem medsebojnem usklajevanju javno razglasila, kakšne volitve si želi. Zahtevala je reformo zakonodajnega telesa, uveljavitev načela enakosti volilne pravice, proporcionalni volilni sistem, možnost resnične izbire kandidata in organizacije in tako dalje. Pomembna zahteva je bila tudi, da se sprejme zakonodaja o političnem organiziranju, kar je v praksi pomenilo zahtevo po političnem, to je strankarskem pluralizmu. Predsednik SZDL Smole je 3 dni kasneje sklical koordinacijo podpisnic in predlagal nastanek okrogle mize. Smole je spregovoril o napadih na ustavne spremembe Slovenije. Igor Bavčar je v imenu alternativne koordinacije predstavil poziv, kakšne volitve hočemo in poudaril, da bo okrogla miza smiselna le, če bodo stališča skupna. Pen je izstopil iz koordinacije, sprejet pa je bil sklep o branjenju ustavnih amandmajev z vsemi demokratičnimi sredstvi. Smoletov predlog so udeleženci sestanka sprejeli, prva seja okrogle mize je bila 22. in 23. septembra. Za predsednika je bil izvoljen Jože Smole, za podpredsednika pa Ivan Oman. Izvolitvi Igorja Bavčarja za drugega podpredsednika je nasprotoval predstavnik Zveze komunistov Slovenije. Ustanovna seja je minila brez jasnih dogovorov, ker se sodelujoči niso uspeli dogovoriti niti o začasnem poslovniku, niti o tem, kdo lahko na tej okrogli mizi sploh lahko sodeluje. Čez 3 dni je Zveza komunistov popustila in od takrat naprej so na sestankih lahko sodelovali tisti, ki so to želeli. Ampak predloge okrogle mize so bili najprej zavrnjeni na ustavni komisiji 27. septembra, pa še na seji Republiške skupščine. Tako se je alternativna koordinacija 4. oktobra odločila, da na okrogli mizi ne bo več sodelovala, ker se stara nomenklatura ni držala dogovora. Pučnik je, citiram, spoznal, da je ta okrogla miza povsem nekoristna za nas in celo škodljiva za nadaljnji razvoj opozicije. V medijih je bilo objavljeno posebno sporočilo alternativne koordinacije in v tem sporočilu so pojasnili, zakaj na take okrogli mizi ne želijo več sodelovati. Jožetu Smoletu so očitali nespoštovanje dogovora o zagovarjanju stališč okrogle mize. Miran Potrč naj bi na seji ustavne komisije in skupščine zmanjševal pomen okrogle mize, celotno dogajanje pa je pri alternativi zbudilo vtis o sodelovanju komunistov in Socialistične zveze delovnega ljudstva s figo v žepu in, citiram, samo takrat in samo toliko, kadar in kolikor ima ustreza v trenutkih hujših zunanjih pritiskov na Slovenijo. V resnici ne kažeta nobene volje za to, da bi v starem, še ne pluralističnem političnem sistemu, vsaj v okviru okrogle mize, omogočili novim političnim subjektom ustrezen vpliv na politična dogajanja, družbi pa primernejši in manj boleč prehod v politični pluralizem. Konec citata. V takšnem vzdušju, morda bi lahko rekli opeharjenosti na eni strani, pa nekaj užaljenosti na drugi, so se udeleženci okrogle mize kljub temu zavezali, da bodo delo nadaljevali. Posebna komisija pri SZDL pa naj bi pripravila osnutek besedila volilnega zakona, ki naj bi ga potem obravnavala okrogla miza. Tretje nadaljevanje druge seje okrogle mize 24. oktobra je potekalo v znamenju razčiščevanja nasproti. Prevladalo je stališče, da, citiram, okrogla miza, kakršna je, via fakti ne obstaja več, obstaja pa potreba po konkretni obliki dogovarjanja o vseh relevantnih političnih vprašanjih. Okrogla miza se je na nekaj sestankih še nadaljevala, ampak glavni politični akteri so jo zapustili. Zvenevala je v prazno. Formalno se je sestala še 2-krat.
Jaz bi rekla, da je klavrno propadla, predvsem zaradi tega, ker se stara nomenklatura prvič ni bila pripravljena odpovedati svojemu političnemu monopolu ter pristati na delitev oblasti in odgovornosti z novimi političnimi dejavniki, in pa drugič ni se bila pripravljena odreči ideološkim podmenam, ki z novo opcijo niso bile kompatibilne. Naj omenim le trda stališča enega od vodilnih članov nomenklature, Janeza Stanovnika, ki je članom Sveta Republike konec 89. leta razlagal, da so, citiram, avnijska načela, zapisana v ustavi 1974, ki jo zdaj nekateri v Jugoslaviji želijo na hitro spremeniti, temeljni kamen, od katerega ne odstopamo. Po njegovem mnenju naj bi Jugoslavija bila, citiram, pravo področje socializma, samoupravne ureditve in demokracije. Konec citata. Igro nomenklature so torej predstavnike alternative, v prvi vrsti pronicljivi in v načelnih stvareh nepopustljivi Jože Pučnik, spregledali in prekinili. Okrogla miza je bila glede na njen potencial in glede na dejanski izid pravzaprav ponesrečen poskus dogovarjanja med oblastjo in alternativo. Tako imenovana Smoletova okrogla miza, ki naj bi pomenila nekakšen pakt med staro in novo elito, podobno kot je bilo to na Poljskem, Češko-Slovaškem, Madžarskem, v Sloveniji torej ni uspela. Nekaj predstavnikov tako imenovane alternative naj bi sodelovalo pri pripravi volilne zakonodaje, ampak tukaj ni mogoče sprejeti teze politologa dr. Draga Zajca, da je zaradi tega sodelovanja konec leta 1989 kratko malo prišlo do splošnega pakta med reformno naravnano nekdanjo elito in opozicijo. Kot sem že navedla, je poskus okrogle mize propadel, opozicija kot akter pa se je oblikovala kasneje. Torej, z do sedaj dostopnih primarnih zgodovinskih virov lahko sklenemo, da pakta ni bilo ne v formalnem in ne v dejanskem smislu. Po odhodu z okrogle mize so najpomembnejši akteri nastajajoče politične opozicije, med katerimi je bil seveda dr. Jože Pučnik, začeli nov proces oblikovanja demosa. Tukaj se prične seveda nova, velika tema naše politične zgodovine, o tem v drugi priložnosti. V zaključku bi rada se vrnila nazaj na uvodni del mojega prispevka in seveda na vprašanje načina demokratičnega prehoda na Slovenskem. Torej, prvo tezo o transformaciji je najlažje zavreti, ker stara elita tudi dejansko ni bila pobudnik in akter osamosvojitvenih in demokratizacijskih procesov. V začetnem obdobju, v fazi liberalizacije, je bila sicer formalni nosilec nekaterih liberalizacijskih procesov, pa še to zaradi pritiskov nastajajočih proreformnih sil. Razen redkih izjem, izrazitega pakta med obema elitama, ki bi označeval način prehoda v Sloveniji, ni bilo. Zato lahko označimo prehod v Sloveniji le pogojno s pojmom rupt forma, transplacement, pa še to v tem smislu, da so bile reforme še v fazi liberalizacije vodene in nadzirane, čeprav pod pritiskom nove politične javnosti, strani stare elite, stare nomenklature, in da so začetki tranzicije vodeni in nadzorovani strani nove elite, to je demosa. Stara elita je sicer sprejela nekatere nujne reforme, ki so pomenile pot k modernizaciji, a še ne dovoljšnih, da bi pripeljale do zamenjave družbenega sistema. Naj svoj prispevek zaključim s podčrtanjem pomena Pučnikove odločne in daljnovidne osebnosti. Ker je bil on tista osebnost, ki je odločilno prispevala k prepoznavanju umazane igre stare nomenklature in k izstopu iz njenega začaranega kroga. Moja analiza poskusa tako imenovane okrogle mize je pa zgolj en primer v nizu Pučnikove načelnosti, zvestobe idealom, ki nam daje misliti tudi v sedajnih političnih turbulencah. Naj zato končam s mislijo dr. Pučnika. Vedno sem bil prepričan, da se je treba odločno zoperstaviti tistemu razvoju pri nas, ki ne obeta nič dobrega, ker omejuje svobodo posameznika,
in družbe v celoti.